zdaj pa še vabim k mikrofonu Adama in pa Saro. Torej, če ima mogoče kdo iz občinstva kakšno vprašanje za predavatelje? Lahko, seveda, lahko tudi med sabo se vprašate. Pač ti, ki si imela tam naštete jame, v katerih naj bi, pa sem pa videl, da si imela v eni, torej za Postojnsko jamo, da si imela 5 različnih lokacij. Ja, 5 izmed vseh ostalih, ki bodo še vzorčeni. Predvsem me pa zanima, a to imaš jame, ki so primerljive, mislim, da so vse turistično obiskane, ali ne? Ne. Čist različno, ja. Se pravi, jame, ki so turistično obiskane, jame, ki nimajo turizma in pa jame, ki v bistvu nimajo turizma, ampak so pogosto obiskovane strani jamarjev, ali pa tudi take, ki nimajo turizma in tudi jamarji ne hodijo tja, ker niso pač zanimive. Ne, ker nekatere sem prepoznal kot turistične. Ja, itak, ta glavne 3, ne, Postojnsko, predjamski sistem, ja, pa Škocjanske verjetno. Na primer Županovi vem, da ima kar nekaj obiska. Tudi, ja. Imamo eno vprašanje? Ja, za Lenarta imam eno vprašanje. Me zanima en primer, ki si imel, ko je Lider prepoznal kot teraso, mislim, je bilo razvidno, da bi bila lahko terasa, ampak je bilo pozidano območje. Zakaj pride do te podobnosti? Je to pozidano območje bilo na nekdanji terasi ali terasah ali? Zdaj, z mojo metodo nekako ta območja sem izločil, zato ker obstaja dober sloj poziranih območij iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, v bistvu Raba tal. Zakaj je pa to podobno? V bistvu pri obdelavi liderskih podatkov so zgradbe odstranili, se pravi, to so v digitalnem modelu reliefa so zgradbe umetno odstranjene in ostane ravna ploskev. Velike so pa tudi same stavbe grajene na nekih terasah, ki pa niso, v bistvu so kulturne, ampak niso kmetijske terase, no, so bolj zaradi potrebe gradbeništva. Zdaj, sama oblika je pa dosti podobna. Saj tam, kjer želimo, da je nekako ravnina okoli nas, da nismo na hribu. In tudi brežina, ki jo naredimo, je ponavadi zidana, zato da je to bolj obstojno. Tako da je sama oblika vizualno podobna, ni pa predmet proučevanja. Se pravi, te kmetijske kulturne terase te zanimajo izključno. V bistvu je funkcija vsake škarpe ob cesti pri dvorišču je ista, kakor pač neke kulturne terase. Zato je tudi zelo pomembno čisto definirati, kaj točno je kulturna terasa in kaj ni, ker veliko nekih oblik na površju lahko nekdo reče, to so kulturne terase, to pa niso. Predvsem je to vidno, ne vem, na travnikih v hribovih, recimo v Posavskem hribovju je to zelo opazno. Še ima mogoče kdo iz publike kakšno vprašanje? Drugače bi imela vprašanje za vse 3, v bistvu kdo pač želi odgovoriti na njega. Torej, pri čem bi želeli, da bi vam umetna inteligenca pri vaših raziskavah lahko še dalje v bistvu pomagala? Cela moja raziskava je skoraj na umetni inteligenci deluje, tako da pri vsem. Pri vsem. Pa še mogoče o tem, s kakšnimi ovirami se pa srečujete pri terenskem delu, glede na to, da imate vsi takšne teme? No, se pravi, ne vem, verjetno v jami ste bili že vsi. Okej. Dobro. Se pravi, ena stvar je, da se gre v turistično jamo, sploh Postojnska jama, se usedeš na vlakec in te pelje do ene točke in potem ti greš iz vlakca in hodiš po jami in gledaš oblike sige in potem po ogledu se usedeš in greš nazaj ven in stvar je rešena. Se pravi,
pri nas izgleda to malo drugače. Tudi če gremo v turističen del jame, mi običajno po jami ne gremo z vlakcem, ampak gremo peš ob tirnicah, ker se pravi ob turistični poti izvajamo tudi monitoring. In se pravi, če si predstavljate, vi hodite po spolzki površini, po neravni površini, včasih greste v rovček, kjer imaš malo prostora, moraš imeti čelado, pač moraš biti primerno zaščiten, kakšni gležnji so v nevarnosti, z glavo se mimogrede udariš v glavo, ko nekaj vzorčiš. To je pač osnova. Potem pa je tudi to, dobiti primerno površino, na kateri boš lahko ponovil vzorčenje, boš lahko vedno do nje dostopal, ker pač, naprimer, če rabim jaz površino, ki je razmeroma suha za odvzem brisa, oziroma samo malo vlažna, ne sme čez teči voda. In ko si predstavljate neko večje deževje, Kras je en sistem razpok in v bistvu ta dež počasi gre skozi sistem razpok, pride dol do luknje v jamo in vam tiste površine zmoči. Tako da jaz sem šla na teren, sem vzorčila eno sigo, bila prepričana, da naslednjič, ko bom šla tja, bom lahko zadevo ponovila. In naslednjič sem šla tja, po malo večjem deževju in je bil sajt moker. In kaj to zame pomeni? Sajt je, se pravi vzorčno mesto, je bilo pod vplivom površja tisti moment, tisti trenutek, se pravi, ali mi je lahko spralo biomaso, ki je bila prej tam, ali pa bom vzorčila biomaso, ki je prišla tisti trenutek noter. To je tako čisto, pa še so, ampak, pa seveda jama, turistična jama, sem povedala, kako izgleda, jaz sicer še ne, ampak naprimer moji sodelavci se spuščajo v brezna, kaj to pomeni, pripeti so na štrik in grejo pač po štriku v jamo dol, pobrati vzorce in potem vso to, se pravi, ti moraš sebe potegniti gor, plus se pač različno število vzorcev. Paziti moraš, da ti kaj ne pade, paziti moraš, da kaj ne razbiješ, vzeti moraš s sabo neke aparate za pomeriti, neke, ne vem, pH vode, prevodnost vode, temperaturo, naprimer. Tako, no, je kar podvig terenski. Najlepša hvala. Ja, jaz terenskega dela niti nimam kaj glih veliko. Mislim, pri meni je fino, če si kdaj lahko kaj na teren pogledam, da si predstavljam, ampak v bistvu v smislu moje raziskave je to, da ljudem ne bi bilo treba na terenu tega kartirati. Moje pač proučevanje območje, tisto, kjer sem zarisal, je tega dobrih 40 kvadratnih kilometrov in pač to bi lahko 4 leta samo hodil po terenu, no, preden bi vse vzorce imel. Tako da bom glede tega raj predal besedo naprej. Ja, mislim, pri meni je največja težava neprehodnost območja zaradi zaraščenosti. To je najbolj, pa mogoče, ker je to, mislim, večinoma je to privat lastnina in če je kaj zagrajeno, rabiš dovoljenje lastnika, da greš čez. Vprašanje do vaju dva, ker nekako imate nekako podobno metodologijo, če sem dobro razumel, pa me zanima, v koliko deležu potem pa bo še vedno, tudi če tehnologija še gre naprej, koliko bo potrebno še dodatno človeško preverjanje teh informacij, koliko se bo, do katere mere lahko tehnologija gre ali bodo še vedno zahtevani, da grejo na teren, pa da se še enkrat preveri zadevo, koliko boste od tega tudi odvisni, tudi v prihodnje, ne? Mislim, ne glede na to, če človeka na teren pošljemo, če človek dela iz pisarne ali pa če to dela računalnik, nikoli pač rezultati niso 100% pri ničemer takem. Tako da
Do neke mere je vedno pač potrebno podatke popravljati na koncu koncev. Do kakšne mere se pa računalnik kaj lahko nauči, pa koliko je treba to pol popraviti, je pa v bistvu vprašanje predvsem tega, kako bomo te podatke pol naprej želeli uporabljati. Naprimer, v mojem primeru, če sem rekel, da smisel mojega dela je na koncu koncev zato, da bi nekako financirali ohranjanje, torej financirali kmete, ki ohranjajo neko vegetacijo, za katero prepoznamo, da ima koristne ekosistemske storitve, torej da je koristna za družbo in okolje. Potem pač bo verjetno smiselno, če se bo kmet pritožil, meni je tukaj zarisal, da nimam nič, imam pa 5 drevesa, ne, bo verjetno smiselno pač iti preveriti na teren, če je on ali vmes, odkar so bili podatki zajeti, kaj posebej zasadil, mu je zrastel, ali če je računalnik naredil napako ali podobno. Ampak spet, to je odvisno od tega, zakaj se bojo podatki na koncu koncev uporabljali. No. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Prosim. Ja, če to, da se navežem, Lenart je omenil, da tudi pač teren, če bi se izboljšala teh tehnologija, si predstavljaš, da tega preverjanja ne bi potrebovali? Ne, mislim, da neka vrsta preverjanja bo skoraj vedno obstala, ker nobena metoda ni 100%. V bistvu s kombinacijo večjih pa dobiš nekako čim boljši rezultat. In tudi v bistvu, še to mogoče sem pozabil omeniti, no, ampak isto moja metoda ni, mislim, namen mojega doktorata ni 100% zaznati kulturne terase. To je sam prvi korak, zato da jaz vem, kam iti na teren na tistih območjih, kjer nimamo kartiranih kulturnih teras, da potem pogledam, kaj se dogaja s tistimi, ki se zaraščajo. Tako da bo tisti nekako bolj glavni poudarek. Glede tega, jaz vem, da sem se enkrat pogovarjal, mislim, da na Geodetskem inštitutu, ki so nekaj poskušali tudi iz letalskih in satelitskih posnetkov zaznavati in so rekli, da so pač brali, če gledamo te razno teorijo, ugotovimo, da računalnik se nauči približno recimo tam 95, 96, 97% lahko maksimalno, ko gre tudi natančnost človeka pravzaprav. Pa vemo, da tudi človeške napake pač popravljamo v raznih registrih, v raznih bazah, kakorkoli. Ampak nekaj, kar je pri tem problem glede računalnika je prvič, če ne vemo, kaj točno se je naučil pri kakšnih zadevah, pa drugič, veliko lažje razumemo človeško napako, ker smo pač ljudje, nismo računalniki in računalnikove napake pač ne razumemo. Računalnikova napaka se nam zdi pač res neumna, če tudi je na primer model lahko v bistvu na koncu koncev, če pogledamo splošno, enako dober, kot bi tudi človek isto stvar naredil. Ampak računalnikova napaka bo z našega vidika zelo butasta, medtem ko bomo pač za človeka rekli, ok, to je spregledal, ali pa tukaj je, ne vem, ni bil pozoren na to zadevo. Še ena taka zanimiva stvar mogoče. Je pa prednost računalnika v tem, da neko stvar, ki jo ljudje delajo pol leta, on naredi v enem dnevu. Tako da tudi, če je kak procent manjša natančnost, to odstehta. Spet odvisno od tega, zakaj se itak. Še mogoče kakšno vprašanje? Če ne, bi se najlepše zahvalila vsem referentom, s tem pa zaključujemo 5. sklop in pa nadaljujemo ob 17:30 z 6. sklopom. Hvala.